naši več kot 500 let stari hiši. Prej je pripadala graščini sosednji na začetku in pač vsakokratnemu grofu. Tle je pa živel upravnik graščine s služinčadjo seveda družino. Leta 1766, natanko 250 let nazaj, pa se je sem prženo k domači Urški Resman Jakob Krivic. On je pa prišel iz Tržiča in on je bil lectar. On je imel tudi to obrt, lectarsko, zgleda, da je že prej to delal, ali pa se je nekje izlučil, pa dobil to dovoljenje. In je tukaj nastala lectarija. Ona dva sta imela 12 otrok in sin Janez, eden od otrok, je nadaljeval to njuno hišno veliko tradicijo, obrta, in on je pa čez 60 let, 1822, odprl še gostilno in sobe. In zato je ta gostilna v bistvu dobila ime Lectar, ker je bila pač lectarija že toliko časa nazaj. In v bistvu se mora tudi ta gostilna zahvaliti lectariji, da je sploh nastala. Potem je pa enkrat vmes obrt nekako pred drugo svetovno vojno zamrla, ni več noben delov. Mi smo pa spet slučajno ravno pred 10 leti, 2006, odprli ponovno lectarijo. In sicer midva, ko sva prišla k lectarju, pa če ima ime lectar, čas niso tako spoštovali teh. Midva ima pa to zgleda, da vem, pač ugrajeno nekje v sebi. In so rekla, če sva lectarja, to je bilo 27 let nazaj, moramo imeti lectove srčke. No, in sva jih dobila pri Veri in Georgu Pajšlu Škrajner v Ljutomeru in oni so za nas delali lectove srčke. Ona dva sta šla že pol enkrat vmes v penzijo in sta rekla, pravzaprav sta midva rekla, da bi želela, da bi lectarija spet enkrat prišla v to hišo nazaj, k nam domov, kjer je nekoč že bila. In če njihovi otroci ne bojo nadaljevali, bi midva prosila, da bi se mi zmenili, da bi to lectarijo sem predstavila. No, in po tem vprašanju sta še 5 let delala tako dopolnilno v penziji. Potem enkrat sta videla, da več ne bo šlo, sta poklicala, sta rekla, sta še zainteresirani. Jaz so pa čisto takoj vse odložila, pa letela hitro v Ljutomer, ker to se nam je zdelo tako pomembno. No in smo se lepo dogovorili, smo celo delavnico predstavili sem, smo se učili hoditi, smo se učili v Ljutomeru. Potem smo se predstavili, sta še ona dva sem hodila nas učiti, ker je ta lectarski recept je skrivnost, da se ne izda vsakmu, ker včasih je bila to v bistvu zelo cenjena obrt in tudi najbolj razširjena obrt v svojem času, v svojem največjem razcvetu. No, in od takrat naprej mi pridno delamo, zdaj so že kar 4 redno zaposlene v tej lectariji, pridno delamo po starih, originalnih receptih, tako kot so nas naučili. In ohranjamo s tem staro družinsko obrt. Iz česa je sestavljen lectar, bo mogoče povedal Tomaž, ki si je to zgodbo tudi celo zamislil. Je pa zelo značilno bilo včasih, da so bili na lectah ogledalca, špegučki, ali pa verzi. In taki verzi so bili velikrat, so bili tudi seveda prijateljski, pa vse sorte, pa hudomušni, ampak največ je bilo pa ljubezenskih. In enih par sva jih z Lili pripravila za vas. Glej, glej, golobčka dva, kot jaz in ti se ljubila. Tebi, ljubček moj, voščim vse, kar na svetu lepega je. Dan za dnem mislim nate, da te povabim v svate. Povejo ti oči, kaj srce si poželi. Zvezde doli se ozrite, poglejte v nje srce. Zvezdo meni uznanite, če lebije še zabeg. Bog ti daj tavžen sreč, ti si meni prav všeč. In tako naprej.
To so res originalni, stari verzi, že več 100 let stari. Ne? Zdaj bi pa prosil Tomaža Šliberja, če bi pa on še povedal, Še kaj, kako se pa nam vsak dan dela? kako se vsak dan dela. Ja? Pa še na to bi vas upozoril, 250 let obletnico smo tudi počastili tako, da vidite tiste ta velik srce, prav za to narejen. Zraven so pa odspodče srca, ki pravzaprav kažejo, koliko časa se lekci lahko obdržijo. Ne? Se pravi, lekc ni samo bil meden srce za posladkrt, ampak je bil res lep spomin. In lep spomin, na primer, lahko traja s temi letci več kot 40-50 let. Tako da v bistvu ob tej priložnosti smo se tudi zamislili za to, da letošnje leto res obeležimo, ker ga cel let praznujemo, ne? Da želimo mogoče tudi z vašo pomočjo, drugače pa tudi sicer prek cele Slovenije vsem Slovencem javiti, če imajo doma lec, strg, ker se tudi nam mladi odglasijo, da svoj lec ponese pokazati, kako se razumno iščemo najstarejši lec na Slovenci. In bomo letošnji konc leta potem tudi razglasili, ne? A smo najdli kakšnega starejšega, kakor enega, kakor ga imamo, ki je čez 40 let star, ne? In potem za temi letci in tako naprej so lepe zgodbe, ker te letci seveda enkrat so se dali, ko sta se dva poročila, pa na ta način vemo, kdaj so bili narejen, pa za njih posebej tudi kupljen. Ali pa če nekdo šel lahko v tistih časih, se veste, so hodili tudi s trebuhom za kruhom v Ameriko, nekam delač, pa se nazaj, bom rekel, spet uglasili s tistim lecem in mogoče tudi res lepa ena zgodba zanimiva. Tako da to bi želeli na konc leta tudi dati v eno tako lepo celoto praznovanja 250 let, ker je pravzaprav to res slovenska tradicija, ne samo tradicija teh hiš. Vsem, ki se bojo pa potrudili nam lecto v srce prinesti, poslati, bomo dali v zameno seveda naše jubilejno lecto v srce. Tukaj bo potem njihov srček do 10. 11. decembra, ko bo občinski praznik in tudi naša zares 10-letnica ponovne otvoritve. Takrat bomo razglasili najstarejši let, pa ne vem, za prve 3 smo si zamislili ene res bogate nagrade. Ali pa res dobre, zanimive, no, bom rekel. Seveda pa potem bodo decembra vsi svoje lecove srčke dobili nazaj. Oni nam jih bojo dali samo v posodo, na posojo, da bojo tukaj pač do decembra, da bomo lahko vsi jih gledali in tudi mogoče slišali njihove zgodbe, ker bomo en stavek, 2 ob vsaki napisali. Super. Tako da to je to. Drugače bom pa jaz zdaj kar na hitro povedal, ki je tudi zanimiv slišati, a ne pa nam v tej sobi, vse, kar vidite, se res tukaj dela in to vsak dan. In dela se pravzaprav na star način, ker samo ta način, se pravi ista receptura, tudi koliko časa mora telo testo počivati, je tako kot čas. Samo na ta način imamo mi zagotovljen, da so na primer te srčki, a ne, taki, napeti, drugače izgubali, tako da moramo res upoštevati in paziti. In na primer je zanimiv to, a ne, pri temu testu, ker vidite tudi tukaj pripravljen, noter niso nič včasih dajali kvasa. To več punce veste, ker tudi lahko pečete doma, se pravi, noter ni kvasa, ni mleka, ni jajc. Zato je to testo, ki dolg časa traja. Noter je pa drugače, v Sloveniji dajemo kostanje vmes. V tujini to poznajo, ne, se veste, gingerbread, gingerbread man se zelo poznam, ampak v Sloveniji se pa tehnično temu reče medeno testo. In seveda mi imamo tukaj zato lepega, slabega okusa. No in ko je testo pripravljeno, je zanimivo, to testo se mora najmanj 10 dni dati pustiti čakati. 10 do 14 dni. Tako da tukaj vidite, za vsak dan in naprej, moje naše punce že pripravljene te teste, gor na testih, na teh so tudi datumi, se malo vidi, datum, kdaj je bil narejen, tako da se ve, ne, da kaj prej ga nimamo kaj šlatati. In počiva. Po 10 dnevu vidite, evo, tle je tam je ran kar mes. Se pravi, ko ta testo še malo pregnete, potem ga tukaj skozi zavalja, na ustrezno debelino. Tudi tale, bom rekel, polavtomatska mašina, ne, je še zmeraj stara toliko krtanja, ker pomeni, da ne smem povedati koliko, ampak je pa nekaj. No in ko se zvalja, seveda se tle še razprostre do konca in potem s temi raznimi modelčki, potem to nareže na koščke. Te modelčki so, zdaj ne vidite, oblika srca, ampak lecti, so bili tudi drugih oblik, oziroma so še zmeraj, tle imam primer panske koničnice, ki so tudi zelo načine. Drugače pa
konjičke, vse to, ker je led bil čas in za zaljubljence, ker je zdaj za Valentinovo zelo aktualno, ali pa za otroke, ki so končno dobili v usta nekaj sladkega, ker doma včas trgovin pa čokolad ni bilo. Se pravi, ko je to razvaljen in narezen, potem se da takole na plato in v pečico, in ta pečica pravzaprav pol na 180 stopinj, samo 10 do 15 minut in se piškotki naredijo. Te piškotki so zelo luštni, mehki, taki fajni za pojesti. No in po ene damo takoj za okušati, drugače pa se en dan še počaka. In v tistem dnevu ta led testo zelo trd rata. To se pravi, glih ta prav za barvati in tako naprej. No in to barvanje, vidite, ima tamle na čez mojca. In v to želatina, pa teče še čarska bara, ona te srca obarva. Se pravi, gre še zmeri za jedilno barvo. In potem se še kakšen dan počaka, evo in takrat je naprej pa na vrst Andreja, ki ima pa na čez dekoracijo. Jaz vam povem, danes smo res vsi tlele, ampak to se res vsak dan dela. Po 2 punce sta tako in zjutraj ob 8 začneta do 3, pa od 3 do 9, 10, kakor je tudi obisk, so tukaj in se dela. Tako da je oboje hkrati. Vidijo ljudje, kako se dela zraven, pa pravzaprav mi to pravzaprav delamo. Tako da tukaj se dekor dela, no, lahko tudi povem to, da ta dekor je iz krompirjevega škropa cukra, kar pomeni, da je jedilen. Se pravi, vse te rožice, ki jih tle vidite, evo, Martina, da tudi tam ne dela, takole. No, vse te rožice se tudi tukaj delajo, so tudi jedilne in ko je pač čas, jih potem Andreja zelo lepo da na srca, na konje in tako naprej. Zdaj vas pa vprašam, smo Slovenci, nam je znam to, da so srčki z ogledali. Vse ste že videli, ne? Pa kakšni ne vejo, pa vas vprašam, mogoče veste, od kje ideja za Karloto v 18. 19. stoletju tako popularna? Eno je, da v 18. 19. stoletju seveda doma špeglov ni bilo. In so bile punce zelo vesele, ko so pravzaprav one dobile od fanta, ki jih imel rad, bil zaljubljen, da so dobile končen svoj špegel. Ata svojega ni dal. Se pravi, so se lahko res dnevno uredile in bile lepe. Drugač pa fantje zgleda, tudi na Slovenskem, so imeli malo smisla za romantiko, tako da ko so oni dajali to srce svoji punci, je pravzaprav punca vedela, da s tem, ko se ona vidi v odsevu tega srca, da to pomeni, da je ona v njegovem srcu. Tako da je taka lepa tradicija, ki da vendarle nekaj pove, da v Sloveniji obstaja tudi fejst fantje, ki so znali kaj povedati. Ali pa do sebe. Seveda pa gre še štorija naprej, da če je punca imela tudi fanta rada, je ta srce ohranila za sebe, za lep spomin na njuno ljubezen. In kot spomin to, kot sem že prej rekel, lecti imajo res lepo lastnost, da trajajo res več 10 let, ne samo več let, da se res lepi ohranijo. Drugače pa njune ljubezen enkrat, mogoče se izkrka, je ni bilo več, je pa imela to možnost, se pa ta piškotek tudi pojesti. In seveda ohranila svoj špegel, svoje gledalce. Tako da ja, to. Lahko še to povem, zdaj, ko smo pri tem, v Sloveniji se drugače lectarstvo ali pa ta obrt začenala v 14. stoletju, ko se je prvič omenila, in takrat so bili predvsem višji sloj, ko so s kruha že malo oblikovali, pa so kaj noter dali dobrega in so se potem med sabo dajali. Pa zgleda, da so bile nune tiste, ki so imele malo več časa, po samostanih so tudi že oblikovali te kruhe in srca in potem dali medodit, tako da v 18. pa 19. stoletju, ko je bilo to že razširjen, in se je takrat tudi ta delavnica začela, 250 let nazaj. No, takrat je zanimivo, da je bilo lectarstvo eno najbolj razširjenih obrti sploh na Slovenskem nekaj časa. Bolj kot krojaštvo, kovaštvo in strugarstvo in tako naprej. Potem seveda to šlo svoj razvoj dogodkov naprej, vse druge svetovne vojne, ampak mi smo to zdaj spet uživeli prav na ta način, kot v času, se pravi, receptura je tista ta prava, malo skrita, skrita zato, ker je bilo čas to konkurence, na primer Štajerska je imela 18 stvari, Gorenjska do 15 kamnih škofelo. Ker pomeni, da so jih lectarji tudi malo skrivali med sabo in zato je bilo pravzaprav tradicionalno, da je bil recept delno skrit, da so zahtevali certifikat oziroma lectarska izpričevala, mojsterska, in potem pravzaprav na ta način res zagotavljali, da so te izdelki lecti se ohranili kot lep, kvaliteten spomin, da ni bilo kar nekaj. In na ta način potem ta ljudska umetnost oblikovana tudi ostaja. Lahko še to omenim, tudi to je tradicionalno, pa se tudi ne ve, kaj veliko
da je tudi sama dekoriranje, se pravi ne samo špegoček tisti, ampak tudi dekoriranje je zelo tradicionalno, se pravi rdeča barva izraža ljubezen in strast, seveda, ne? Potem rumena s temi neskončnimi volančki, ki se kar ne nehajo, izraža to neskončnost, ker pomeni, da govorimo o večni ljubezni. Ne? In še potem ta zelena podaga z rožcem, pa pravzaprav govori o rasti, plodovitosti, rodosti. Tako da, ko je to fun dal svoje funkcije, jaz pravim, bolj da je imel resne namene, kaj daje od sebe, ker drugače ga je kar malo terjala, se mi zdi nekaj časa. Jaz sem pa želel samo še povedati, da obstaja še bolj starejša, bi rekel, način izdelave lecta. In sicer tako, da so v lesene modele, ki so jih pač mojstri izrezbarili, odtisnili ta kruh noter in so ga dali peč. In to se ni nič dekoriralo. Dekoriranje je prišlo šele potem, ko je prišel sladkor, ker temu, s čimer zdaj Andreja dela, rečemo ledeni sladkor. Potem je pa tudi ta, da s takim, včasih so rekli temu šteher, odtisnemo, tako kot stanje tam srčke. No in to je zdaj za enkrat najstarejša punčka iz lecta, ki jo imamo, in je stara 42 let. In je delo Janka Škrajnera, ne? Se pravi, očeta od Vere Škrajnerjeve v tiste, ko smo mi lectarijo potem predstavili sama, ne? No, 42 let nazaj, še dobro zgleda, ne? Malo je že počelo, ampak... No in mi zdaj iščemo, če bomo mogoče dobili še starejše lectovo srce. Ali pa to, če je samo 5 let staro, ni važno. Vsi so dobrodošli in jih bomo veseli. Tukaj bojo na razstavi, da jih bojo lahko vsi ljudje videli in seveda potem še enkrat jih dobite nazaj, seveda, ne? Jih bojo dobili nazaj. Zdaj pa tukaj dela še Martina v bistvu tisto prvo fazo, to je pa, kako se naredi testo. Izdelka. Koliko časa to traja? Ja, to je kar 14 dni, zato ker pač testo samo počiva 10 dni, koliko se pogledajo. Da pa še vsaka faza, kot pobarvano, spondansko, pravzaprav najbolj popečeno, pobarvano in ko je dekorirano. In za eno tako lepiško je pa še več, tukaj pa treba pa še vse te dele skupaj sestaviti. Še vrtnar mora priti malo okolico zlihtati. A mirno roko je treba? Ja, to je pa tudi zelo pomembno. Pri vseh fazah je treba kar dosti prečnosti imeti. Tudi peka mogoče zgleda enostavna, ampak se nam tudi naredi, recimo, da kakšen testo ni čisto najboljša, pa srčki niso vedni. Tako da tudi to, pa kako daš na pleh, ni kar vseeno. Zdaj še celo gledate, kako luna vpliva, še vprašam. Ja, vse ima pač svoj vpliv, Ko gre luna gor, so bolj nabajskani, Ker isto dela in se res vidi razlika, so zdaj začeli zapisovati nekaj časa, a je malo vreme, ima to pa malo vpliv na to, da so različni, ker rabimo zelo tipske za eno naročilo, imamo zelo z Nemčije, se zelo tudi zanimajo, so hoteli v slovenščini imeti, ne vem, Slovenija. V bistvu botruje tej lectarski delavnici, ki je zdaj spet pri nas v Lectarju. In sicer Vera in Georg Škrajner-Pajšel sta nam ga podarila pred 26 leti, takoj na začetku, ko smo začeli sodelovati tako, za dobro sodelovanje, pač, ne, darilo se nam ponesla svoje lectovo srce. Zdaj, ne bi bil v takem stanju, če nam ne bi padel na tla, pa je to dol odletelo, pa če ne bi bili pol mi pametni, da smo, ki se je razletel, smo ga šli pa limati. In ta, ja, in ta lim je zdaj v bistvu črna, če pa ne bi mi tega limali, bi bil pa bolj lep. Ampak dobro, zdaj že vemo, drugič ne bomo več tega delali. Smo ga pa spravili, ker je škoda, ker je v bistvu res ima eno tako zgodovinsko vrednost, ne vem, prijateljsko, pač, res veliko. Evo, tukaj se pa lahko vidi 26 let staro testo, mislim testo, piškot je čisto normalen, po mojem, če bi ga dal lepo malo v čaj, mogoče bi bil čisto dobro zapojet. Ampak dobro, tega glih nam ne bomo delali. Ja, v Sloveniji so po mojem še 4-5 let stari.
in sicer v Slovenj Gradcu je Perger, na Ptuju so Celci, pa še Puš, ja. Te mi poznamo, mislim, da več ni, no, lectarij. Kako? Na Gorenjskem smo pa edini, naša posebnost je pa to, da smo to lectarijo odprli, to delavnico lectarsko, odprli kot muzej. Ne? In ljudje lahko vsak dan hodijo v ta muzej in gledajo, kako se to izdeluje. In to jim je zelo zanimivo. Tako starejšim, mlajšim, tujim, individualcem, ki pridejo z ceste, skupinam, ne, jih grejo naenkrat not pa jim naredijo predstavitev. Takrat, ko smo to lectarijo odprli, smo, ne vem, jaz sem vedel, da bo to dobro, no. Sam, da bo pa toliko ljudi zanimalo, pa toliko jim prišlo do srca, si pa res nismo predstavljali. Midva preden so se poročila, ko nisva vedela, da bova kdaj lectarja, niti nisva vedela, da bova kdaj gostinca. Prvo darilo, ki sem ga dobila od mojega bodočega moža, je bilo lectovo srce. In gor je pisalo, pri Bogu sem obljubil, da prej bom glavo zgubil, kot nehal te ljubiti.